Ne napadalna linija, temveč čuvaj mreže, tokratni junak Brinja Grosuplja, rumeno-modri ostajajo tik za nafto, pozdravljeni v pregledu vrhuncev druge nogometne lige. Tudi Lendavčani niso imeli lahkega dela, da so prišli do 3 točk. V Odrancih je Dravinja drago prodala svojo kožo. Veliki met je uspel Gorici, Primorci so dobili prvo tekmo sezone, v globokem sodnikovem podaljšku so vrtnice vzcvetele v Kidričevem, a zdaj prihaja najtežje. Ni slabih rezultatov so prekinile bilje, med primorskimi predstavniki pa se je najbolj izkazal Jadran, s 3-0 je odpravil Jesenice. Triglav je remiziral z Ilirijo, da imajo najboljšo obrambo, pa so potrdili pri Taboru, 10. v sezoni je ostala njihova mreža nedotaknjena. Dve ekipi, ki sta se bolj bali poraza, kot pa želeli zmage. Bilje in Krka sta skupaj na zadnjih 8 tekmah pred tokratnim obračunom zmagala le enkrat. Tudi statistično se je obetal remi, kajti neodločen rezultat je najbolj pogost izid na tekmah teh dveh ekip. Več pobude so imeli črno-beli, Luka Čadež je imel nekaj dela. Aktiven je bil predvsem Carrillo dos Santos, ki je okrepil Bilje v zadnjem prestopnem roku. Z udarcem z roba kazenskega prostora je poskusil še 18-letni mladi reprezentant Lukaš Pacapan, na kar ni veliko manjkalo, da bi obveljalo pravilo, če ga ne daš, ga dobiš. 100% priložnost je zapravil Gregor Medle. Drugi polčas je bil bolj miren, ekipi sta se razšli z neodločenim izidom. Nujno je Gorica potrebovala zmago, čeprav jo je čakala težka pot na vzhod k Bistrici. Tekma se je igrala na stadionu Aluminija v Kidričevem. Luka Baruca je v 10. minuti dobil žogo na levi strani in prodrl proti sredini. S približno 13 metrov je udaril na daljšo vratnico, čuvaj mreže Azerbajdžanec. Takizada se je vrgel, a je bil prekratek. Sliko smo v drugem polčasu, ko je bilo do konca še dobrih 20 minut, je Gorica spet tresla mrežo, vendar je sodnik prekinil akcijo zaradi prepovedanega položaja. 10 minut kasneje bi lahko domači rdeči izenačili. Skoraj identičnega položaja, kot je v prvem polčasu zadel Baruca, je poskusil Maro Vrdoljak, a ni imel sreče. So pa gostitelji remizirali, ko je tekla 90. minuta. Nogometaši Gorice so se držali za glavo, spet se je zdelo, da se jim je nesrečno izmuznila prva zmaga sezone kot doma proti Jesenicam, vendar jih je tokrat čakal zaključek z lepšim koncem. S polškaricami je zadel Marko Josip Čavara. Gorica je naposled le zmagala in v nadaljevanje sezone zre precej bolj optimistično kot pred nekaj tedni. V zadnjem krogu se je Tabor moral zadovoljiti s točko na gostovanju pri Gorici. Igralci Krškega so na edinem gostovanju v Sežani igrali pred 23 leti, takrat se je tekma končala z 1-1. Na papirju je bil favorit Tabor. Prosti strel z leve strani Briškega je za dober meter zgrešil cilj. Gostje so odgovorili s projektilom z velike razdalje, žoga ni veliko zgrešila gola. Igralci trenerja Zildžoviča so se otresli z začetnega pritiska in najlepšo priložnost zgrešili 10 minut pred koncem prvega polčasa. Akcija se je začela pri vratarju, zaključni udarec pa ni šel v okvir kraških vrat. Zalokar je nato žogo ukrotil na golovi črti, ostajalo je pri neodločenem rezultatu 0-0. Kar precej je bilo nevarnih akcij v kazenskem prostoru enih in drugih. Za rdeče domače je imel najlepšo priložnost za gol Kenan Nino Karole. Le potisniti bi moral žogo čez črto, a je njegov poskus zatresel le zunanji del mreže. Pravilo, če ne daš, ga dobiš, ni obveljalo. Po odbijanju v kazenskem prostoru je žoga prišla na nogo Žana Žabkarja, ki jo je v padcu pospravil za hrbet Zalokarja. S 3 točkami je Tabor obdržal 3. mesto na lestvici. Drugo zaporedno srečanje so igralci Triglava imeli na sporedu pred domačimi navijači. Po skalpu Brinja Grosuplja je v Kranj prišla Ilirija. Zaradi tehničnih težav bomo videli le gol za vodstvo. Po 20 minutah igre je po kotu z glavo zadel nekdanji član danskega Viborga Zulić. Triglav je nato izenačil z 11 metrovko 2 minuti pred koncem tekme.
V pomladni del sezone je Jadran vstopil zmago proti Gorici, v prejšnjem krogu pa je remiziral na gostovanju pri Krškem. Za Jeseničane je bilo tokratno prvo gostovanje v Dekanih. Po prvem polčasu, v katerem ni bilo zadetkov, se selimo v 58. minuto. Kot z desne strani žoga nihče ni uspel zadeti z glavo, prišla je ravno na nogo Andreasa Ščulca. Dosegel je tretji gol v drugi ligi na 41. nastopu. Na desni strani se je začela tudi akcija za podvojitev prednosti. Podaja iz avta v sredino kazenskega prostora se je sprva zdela nenevarna, a so modri uspeli žogo spet spraviti na rob kazenskega prostora. Tam jo je mojstrsko obvladal Nik Fortuna, ki je preigraval in na napačni nogi našel gostujočega vratarja. Za trud in predvsem vztrajnost je bil 15 minut pred koncem tekme poplačan Mukadas Abdul Samet. Njegov prvi strel je bil še odbit, ko pa sta na tleh obležala tako branilec kot tudi vratar, mu ni bilo težko zadeti nebranjenega gola. Jadranu je uspelo prvič v sezoni dvakrat zapored zmagati na domačem stadionu. Lep nedeljski popoldan voščim, drage dame in gospodje, ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa. Sliko smo se preselili na prekmurske ravnice v Beltince, kjer je pred nami v tamkajšnjem športnem parku na sporedu obračun 19. kroga. Sečval. Priložnost za Rudar. Zelo dobro so Velenjčani vstopili v tale obračun, pa potem slabo izbita žoga, strela daleč in gol. V 10. minuti Rudar do vodstva z 1:0, strelec zadetka Adam Vošnjak. Še ena priložnost za Beltince, no tole je obetavno, strel in gol! 1:1, izenačenje Beltincev. Murad Bajraj med nogama vratarju Rudarja, tik ob vratnici žoga v mrežo. Priložnost za Beltince, sicer slaba podaja za hrbet. Štrakal v prazen prostor, Rantaša pred vrata in gol! Rezervist Nejc Močnik za 2:1. Rudar mora pohiteti, časa ni več. Dolga žoga naprej, še enkrat dobivajo skok Beltinci in tule je konec. Tule je konec tekme, Beltinci do super pomembne zmage, sploh za voljo tega, ker so zaostajali preobrat. Televizijski prenos je bil v tokratnem krogu iz Grosuplja. Slovan rumeno-modrih domačih na 3 ligaških medsebojnih tekmah še nikoli ni presenetil. Da so zelo močni v skok igri, so gostitelji dokazali še pred 10. minuto. Kot z desne strani je poletel na prvo vratnico, žoga je bila podaljšana v sredino, kjer se je nahajal Jan Kovač. 85. tekmo v drugi ligi je kronal z 8. zadetkom. Dobrih 15 minut kasneje so gostitelji ponovili vajo. Znova kot z desne, znova žoga na prvo vratnico, skočil je samo Matjašin. Po polovici prvega polčasa so imeli domači dvojno prednost. Precej pester je bil prvi polčas. 3 minute pred odhodom v slačilnice na 15-minutni odmor se je v protinapadu znašel Benjamin Androvič. Strasberger mu je prvi strel še ubranil, drugega pa ne več. Pet minut pred koncem obračuna je domačim navijačem zastal dih. Sodnik je dosodil najstrožjo kazen, Benkič je nepravilno oviral Kondiča. Izvajalec za Ljubljančane je bil Lanje Rak, Strasberger pa je kapetana gostov prebral, ugotovil smer udarca in preprečil presenečenje kroga. Pred ponedeljkovo tekmo Nafte je zasedba Brinja Grosuplja začasno spet skočila na prvo mesto. Odranci so bili prizorišče obračuna Nafte in Dravinje. Domači so igrali v klasičnih modrih dresih, gostje pa v zelenih.
Napako je v 34 minuti storil vratar gostov Lampret, Zorica ga je matiral z natančnim lobom. Po en gol v vsakem polčasu so dosegli naftaši, ki se jim je poznalo, da v kadru nimajo prvega strelca lige Maroše. Rezervist Balaš Bakti je zadel za 2-0. Ko je tekla 90. minuta, še gol za Dravinjo, ki pa ni vplival na končno delitev točk. Mateo Koprivc je dosegel jubilejni 10. gol v drugi ligi. Dravinja v drugem delu prvenstva še čaka na prvo točko, Nafta pa se je znova zavihtela na prvo pozicijo. V tem krogu le v Beljah nismo videli zadetkov. Gorica je na gostovanju premagala Keti Emi Impol Bistrico, Tabor je bil z 1-0 boljši od Krškega. Triglav in Ilirija sta se razšla brez zmagovalca. 2-1 je bilo na tekmi Brinja Grosuplja in Slovana, prav tako kot na srečanju Beltincev Klime Tratnjek in Rudarja. Jadran je zabeležil najvišjo zmago kroga, s 3-0 so v Dekanih padle Jesenice in nato še zmaga Nafte proti Dravini z 2-1. V prvem delu lestvice ni nobena ekipa ne pridobila in niti izgubila mesta v primerjavi s prejšnjim krogom. Na samem vrhu točka loči Brinje Grosuplje in Nafto. Tretji Tabor ima minimalno prednost pred Beltinci Klimo Tratnjek, malo pa je upočasnil Triglav, ki ima še vedno 5 točk prednosti pred Bistrico. Sedmi je Rudar, na 8. mestu sta z enakimi skupičkom Slovan in Bilje. Jadran je po novem 10. zdrsnila sta Krško in tudi Krka. Še vroče bo v bitki za obstanek, Ilirija ima 16 točk, Dravinja 15, 13 za Jesenice, vsem pa se je približala Gorica, ki jih ima zdaj 11. V 20. krogu bodo 3 tekme v petek. Ilirija igra doma z Dekani, Slovan proti Triglavu in Krka z Beltinci Klimo Tratnjek. Vsi preostali obračuni so v soboto. Jesenice se na domači teren vračajo proti Taboru, Gorica računa na svoje navijače proti vodilni Nafti, Dravinja igra z Biljami. Na stadionu Matije Gubca bo igrala Keti Emi Impol Bistrica in nato še v Velenju tekma Rudarja in Brinja Grosuplja.